Dva meseca sta minila od zadnje oddaje Mi smo SPTŠ. Zato je seveda čas, da vas povabimo k ogledu nove, že 22. oddaje, ki jo za vas pripravljamo že od oktobra 2016. Čeprav smo že zakorakali v pomlad, se na začetku oddaje pomudimo pri pestrem februarskem dogajanju. Februarja smo na SPTŠ dijaki in profesorji pripravili že 25. kulturni teden. Začeli smo ga s proslavo, na kateri smo prisluhnili šolski glasbeni skupini in pesniško-glasbenemu recitalu z naslovom Kjer si besede spletajo gnezda. Posebnost letošnjega recitala je bila, da so ga skupaj izvedli dijaki in profesorji. S podobnim programom smo se zunanjim obiskovalcem predstavili še na večerni prireditvi v šolski avli. Gostje so si lahko ogledali tudi razstavo z naslovom Podobe stoletja Prekmurje Slovenija 1919-2019. Razstavo smo namreč tematsko povezali s stoletnico združitve Prekmurcev z matičnim narodom. Milan Vincetič, Kalendar. Luna bere gor in medi vetrove, da potuhne se živat med hiše in brloge, da basnosnovi Bog odmerja čez spokojne in spet je svet premil in lep in roža podivjana od cvet. Luna bere dol in morje vre pod dno, pod grušč in razbitine ladij, ki zašle so tod, mest, ki niso razvaline, zvest, če se jim sine. Ko zavejo rodni čas, zaslednič in takrat, ko prileže svetni pad pod cvet, ki se usipa v sad. Teri Lanšček iz pesniške knjige Občutek za veter. Morje. Topoli kot starci na pragu prehoda. Pred njimi usiha svečina zahoda. Za njimi v širnem morju tanina tonejo ladje in tudi brežina. Na molu le upanje večno poseda in luna je žarna posoda obreda. Do jutra se barvaste vračajo sanje, sanjavci pa zopet verjamejo vanje. Topoli v očesu sončnega vzhoda, gladina ravnice spet čista kot voda. Saj ne more biti res. Nikdar več, saj ne more biti res. Krila so se mi stopila od strahu. Nikoli več ne poletim na njih, da ni da ne. So se zmaji, ki že toliko let visijo nad menoj. Saj že mama govorila je,
Scarto cielo, soy emocioné, dame vivirás de vos. Vsako leto v februarju srednje šole pripravimo informativni dan za osnovnošolce in osnovnošolke. Tudi letos smo bodočim dijakom in dijakinjam predstavili našo šolo, ki izobražuje v 5 usmeritvah: elektrotehniki, oblikovanju, strojništvu, lesarstvu in računalništvu, in to za kar 9 poklicev. Učenci in učenke so se najprej zbrali na skupni prireditvi v šolski telovadnici. Nato so po skupinah spoznavali še svoj bodoči izobraževalni program. Z nekaterimi med njimi smo opravili kratke pogovore. Kako ti je ime? Izabela, Za kateri program si se odločila? za tehniko oblikovanja. Kako se ti je pa zdela naša predstavitev glede šole? Predstavitev mi je bila všeč. Kaj pa zdaj po ogledu, si že ogledala šolo, pa kako se ti zdi? Šola se mi zdi v redu. Si se še odločila, za katero šolo boš obiskala? Katero drugo, ne samo te? Razmišljam še o umetniški gimnaziji Ljutomer. Dobro, najlepša hvala. Kako ti je ime? Žan, Za kateri program si se odločil? računalniško. Kako se ti je pa zdela predstavitev v šoli? Vrede. Boš še šel obiskat katero drugo šolo? Ja, ekonomsko bom se šel. Hvala lepa. Kako ti je ime? Nika Vuk, Za kateri program si se odločila? tehnika računalništva. Ti je bila naša predstava o šoli všeč? Všeč mi je bilo. Sem že pripravljena, da bi prišla sem navdušena. Si se odločila še, za katero šolo boš obiskala? Ne, tam je bila tista prva. Najlepša hvala. Kako ti je ime? Rene, Za kateri program si se odločil? za računalniškega tehnika. Ti je bila naša predstava všeč? Ja, fejs. Boš še obiskati katero drugo šolo? Ne, ker me druga ne zanimajo trenutno. Hvala. Kako ti je ime? Nik Muršič, Za kateri program si se odločil? za avtoservisera. Naša predstava ti je bila všeč? Ja, A boš še šel obiskati katero drugo šolo? ne. Okay, hvala. Dober dan, kako vam je ime? Martina, Vam je predstava bila všeč? zelo. Mislite, da bo to dobro za vašega sina, hčerko? Ja, to se je zbral, pa upam, ko bo, ja. Okay, hvala. Zdravo, kako ti je ime? Teo? Ti je bila všeč naša predstava? Ja, zelo. Za kateri program si se pa odločil? Mizara. Misliš, da boš še šel obiskati katero drugo šolo? Možno, samo to se mi feš dopade, tako verjetno bom. Super, hvala. Kako vam je ime? Matejka? Vam je bila naša predstavitev v šoli všeč? Zelo, res pohvalno, dosti ste pokazali, kot dijaki, tako profesori, vse do potankosti, nema resen besed, tako moj sin se lahko vključi resen v šolo z enim lepim vtisom, ko smo ga zdaj tudi današnji dan dobili, resen. Prav sem zadovoljna, res sem zadovoljna. Hvala lepa za informacije. Ja. Hvala. Učenci in učenke, ki jih zanima program tehnik oblikovanja, pa so že v mesecu marcu opravljali preizkus likovne nadarjenosti, na katerem so pokazali svojo ustvarjalnost s pomočjo različnih likovnih tehnik.
V tem času potekajo številna tekmovanja v znanju z različnih področji, zato bomo o dosežkih naših dijakov poročali v junijski oddaji, kljub temu pa že zdaj izpostavimo rezultate nekaterih tekmovanj. 5. februarja je v Mariboru potekalo državno tekmovanje iz znanja nemščine. Sara Škerban iz programa Tehnik oblikovanja je osvojila zlato priznanje, bila je druga v svoji tekmovalni skupini. Goran Časar 2R1, Nino Perša 2OB, Julija Vnuk 2OB in Štefan Tot 2R2 so osvojili srebrno priznanje. 19. marca je v Novem mestu potekalo 27. državno tekmovanje elektrošol in 9. državno tekmovanje računalniških šol Slovenije. V kategoriji tehnik računalništva je med 16 sodelujočimi ekipami odlično 4. mesto dosegla ekipa naše šole v sestavi Blaž Bernjak in Žan Horvat, oba iz razreda 4R1. Imamo pa tudi državnega podprvaka v razvoju spletnih aplikacij. Blaž Bernjak, ki obiskuje 4. letnik programa Tehnik računalništva, je 23. marca osvojil 2. mesto na 14. tekmovanju ACM v znanju računalništva v kategoriji tekmovanje v razvoju spletnih aplikacij. Odličnemu dosežku smo dodali še 4. in 5. mesto Žana Horvata in Denisa Preloga. 7. marca je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v streljanju s pištolo in zračno puško. V streljanju s pištolo so dijaki ekipno dosegli 3. mesto, v streljanju zračno puško pa je Jure Sočič dosegel 2. mesto. V marcu so nekateri naši dijaki obvezno prakso pri delodajalcu opravljali tudi v tujini. 2 dijaka sta bila v Perpignanu v Franciji, 9 dijakov pa v Forliju v Italiji. Nastalo je nekaj fotografij. Naše dijakinje in dijaki so obiskali tudi Evropski parlament v Bruslju. V ogled ponujamo nekaj fotografij. Unite, unite, Europe. Con te, così lontano e diverso. Con te, amico che credevo perso. V eni od dvoran so predvajali tudi film, ki so ga naši dijaki posneli v okviru projekta Pridi na volitve. Stara dekat, vsi smo enaki, si imamo srce, zato grem voliti skupno ime. Enako za mene, za tebe, za vse, zato grem voliti, poslušajte me. Enako za mene, za tebe, za vse, zato grem voliti, poslušajte me. Hočem dober razvoj, ki daje mlade priložnost, daje izkušnje v tujini. In gospodarstvo povjanja, hočem enako smo tvori. Vsi smo enaki pod kožo. Enako za mene, za tebe, za vse, zato grem voliti, poslušajte me. Enako za mene, za tebe, za vse, zato grem voliti, poslušajte me. Ob koncu obiska pa so naši dijaki ugotovili, da niso bili edini Slovenci v Bruslju. Tako so se srečali na enem od trgov. V marcu smo na naši šoli v okviru projekta Erasmus Plus gostili dijake in njihove mentorje iz Češke in Poljske. V dopoldanskem času so se naši dijaki iz programov elektrotehnik in tehnik računalništva skupaj s svojimi vrstniki iz omenjenih držav ukvarjali s strokovnimi nalogami.
Hello, my name's Wojtek Zmarzły. I'm from Poland, from the city Mikołów. I'm preparing a project here called a Smart Mirror. It's a mirror that has a second screen behind this. It's a Venetia one. It shows you the actual temperature on the outside. It shows you the weather in the city you choose, and it works like a normal mirror, so it's quite useful because when you are like dressing up before the school, it helps you to choose the right outfit for the weather that is outside. About the Slovenia, I think the hotel where we are located in is pretty cozy. It's pretty nice. The whole city is really big and has a lot of attractions, so we are really pleased to be here. Hi, my name is Filip Kubo. I'm from Czech Republic, from Havířov, and I'm here to work on a project called Smart Bin, which helps with the waste management. It will send information to the headquarters whenever the bin is full or displaced, so that the dustmen wouldn't have to waste so much fuel going around all the bins and collecting them. And as for our stay there, I think that the city is really nice. It's unusually quiet here compared to Czech Republic. The dormitory we're in is, well, it's good. I honestly expected that it will be much worse, so I'm really surprised. And I'm really enjoying my stay here. Bernjak, sem dijak 4. letnika iz programa Tehnik računalništva. Trenutno imamo na obisku dijake iz Poljske in Češke. Skupaj delamo na različnih projektih. Jaz sem si izbral projekt LED kocka. Imam kocko, katera je zgrajena iz večjih malih ledic in je krmiljena s pomočjo Arduinoja. Torej, sem dijak Marko Pintorič, obiskujem 3. letnik elektrotehnike. Torej, sodelujem z dijaki iz Češke. Moj projekt, ki sem si ga izbral, je pametni rastlinjak. Torej, v njem merimo relativno vlago v zraku ter v zemlji. Na podlagi tega bomo odpirali okna, tako če je prevroče, če je vlaga previsoko. Rastlinjak pa lahko tudi segrevamo oziroma ohlajamo preko ventilatorjev. V popoldanskem času pa so seveda našli čas tudi za kakšne zabavne aktivnosti. V pomladnih mesecih naši dijaki opravijo večino strokovnih ekskurzij. V tokratni oddaji omenjamo strokovno ekskurzijo 3. letnikov v München. Na Bavarskem so si med drugim ogledali avtomobilsko tovarno BMW v Dingolfingu, Olimpijski park, znameniti Bayernov stadion Allianz Arena, tehniški muzej in številne druge münchenske znamenitosti ter taborišče Dachau. V naslednji oddaji pa poročamo o ekskurzijah na Primorsko, v Italijo in San Marino ter v Pariz. Dijaki 4. letnikov pa so z mislimi že pri opravljanju poklicne mature.
V mesecu marcu so tako pisali tudi predmaturitetne preizkuse iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Januarski maturantski ples je za letošnje četrtošolce tako le še del lepih spominov. Mi pa si oglejmo nekaj utrinkov z obeh plesov, ki sta tudi letos potekala v zeleni dvorani v Puconcih. Najprej so zaplesali dijaki in dijakinje iz oddelkov 4K1, 4K2, 4R2, teden dni kasneje pa še elektrotehniki, tehniki oblikovanja in tehniki računalništva. Angliška veriga. Angliška veriga. Plesalci poklon. Zavrtimo plesalko na mesto. Vrti dava. Tri, štiri. Med letošnjimi maturanti je kar nekaj članov naše glasbene skupine, brez katere si težko zamišljamo pripravo različnih šolskih prireditev. V tej oddaji vam zato želimo predstaviti glasbenike, ki so nas razveseljevali minula 4 leta. Spoznali pa bomo tudi 2, ki bosta prevzela vajeti šolskega benda. Predstavljamo vam glasbeno skupino SPTŠ. Se nam lahko, prosim, predstavite? Sem Staša Zadravec, obiskujem 2. letnik v smeri tehnike oblikovanja, v bendu pojem, drugače pa igram tudi klavir in kitaro. Sem Jure Fartel, obiskujem 4. letnik strojne šole, v bendu igram klavir in pojem. Jaz sem Luka Bencak, onim v 4. letnik tehnik računalništva, v bendu trenutno igram bas, igral sem tudi bobne in pa pomagam pri ozvočenju. Sem Nina Benko, obiskujem 4. letnik smer tehnik oblikovanja, v bendu igram kitaro. Sem Sandi Benko, v bendu igram kitaro in pojem. Sem Timo Kose, obiskujem 1. letnik smer strojništvo, v bendu špilam bobne. Jure, si se bendu pridružil že v 1. letniku? Ja, pridružil sem se že v 1. letniku, pač imeli smo ene vrste audicijo, pa smo pač začeli variti skupaj, pa te je to tako pač dale šlo. Luka, kaj pa bi mi lahko povedal, kdo je morda vaš vodja skupine? Ja, vodje skupine nimamo, v vsaki odločitvi se potem zmenimo vsi skupaj, tako je tudi najboljše. Bi mi pa ti lahko povedala morda, na kakšen način izbirate glasbo za posamezno prireditev? Ponavadi igramo bolj rock komade, za določene prireditve pa izbiramo tudi komade slovenskih izvajalcev.
Timo in Staša, vidva ostajata dalje v šolski glasbeni skupini. Morda kakšno povabilo današnjim dijakom, da se pridružijo vaši skupini? Seveda, povabljamo vse nove dijake, ki igrajo kakšen inštrument in imajo zelo radi glasbo. Ja, če kdorkoli špila kaj, se naj boji, naj pride, pa bomo probali, pa zakaj zašpilamo. In kaj našim glasbenikom pomeni glasba v zasebnem življenju? Jaz bobne že špilam 10 let, skoraj vsakši dan poslušam glasbo, špilam drugače že v 4 bendih, tako da me glasba spremlja na vsakšnem koraku. Mene glasba prav tako spremlja vsak dan, rada jo poslušam, igram, imam v zasebnem življenju veliko glasbenih projektov, katere ustanavljam in v glasbi zelo uživam in si ne predstavljam življenja brez glasbe. Glasbo tudi jaz zelo rada poslušam, v prostem času igram tudi doma kitaro. Ja, tudi meni glasba pomeni zelo veliko, saj me spremlja na vsakem koraku, na poti v šolo, doma. Večina časa vadim doma, v prihodnosti pa želim tudi nekaj več narediti glede tega. Mene glasba spremlja že vso življenje. Imam tudi svoj ansambel, pač ni najbolj rockersko, kot igramo tu, ampak mi je pa všeč, tako da, ja. Jaz sem amater. Vaš mentor je profesor Jože Ružič, morda še kakšna lepa beseda namenjena njemu? Seveda, zahvaljujemo se mu za preživet čas z nami, da nas spremlja, pa se je pač tudi potrudil za nas, pač kar se tiče organizacije pa vsega, ne. Tako, da ja. Hvala, ne. Hvala, Jože. Hvala, Jože. V 4. letniku pa sta Barbara Kardoš in Leja Andrejek, ki sta prva s kamero, druga pa z mikrofonom, sodelovali pri ustvarjanju naše oddaje. Hvala obema. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala, ker ste spremljali našo oddajo. Ponovno se vidimo meseca junija.